Celjski gledališki igralci in del ansambla Prešernovega gledališča se že več mesecev pripravljajo na premiero strupene karakterne komedije Žalujoča družina, kjer se ob smrti sorodnika zbere družina in hoče svoj del dediščine. Peter Musevski in Darja Rajhman kot protagonista nastopata v vlogi zakonskega para. Agaton Arsič in Simka Arsič prikazujeta moško in žensko energijo pretakanja. Gospod Agaton Arsič je okrajni načelnik v penziji. V tej predstavi je to okrajni načelnik, ki je po današnjih časih, kako bi rekel, nekoliko že dementen. In zato mu pomaga njegova žena, Simka. Čeprav je on tako dementen, da je zameša kdaj ime. Pa je reče Sarka, tako kot je ime neki drugi osebi v tej igri in tudi njegovi mami. To smo dodali. Je človek, ki je bil očitno včasih politično zelo močna in vplivna oseba, zdaj pa zgubil na nek način pamet in moč, tako da se skupaj z ženo bori za čim večji delež premoženja. To je ženska, ki je v tem trenutku, ko jo vidimo na odru, gospa, ki suportira moža, ki proba velikrat misliti namesto njega, ki hitreje gre misel, ampak še vedno seveda je pa ženstvena, je ženska, ni to neka da bi rekel ženska, ki nosi hlače. Žalujoča družina je bila do sedaj uprizorjena le v ljubiteljskih gledališčih, tokrat pa jo bodo prvič uprizorili v Prešernovem gledališču. Nastala je pod režisersko taktirko mladega hrvaškega režiserja Igorja Vuka Torbice, ki mu je bilo delo zahtevno in velik izziv. Pa zato što, kako da kažem, je očigledno jedna stvar raditi na jeziku koji govoriš svaki dan i razgovarati s glumcima koji te apsolutno i direktno razumiju, a druga stvar raditi na drugom jeziku. I na kraju krajeva s drugim mentalitetom koji, kako da kažem, ne nužno razumije sve elemente u tekstu koji pripadaju srpskom mentalitetu ili je srpski tekst. Žalujoča družina v izvirnem besedilu deluje po starem srbskem patriarhalnem sistemu. Igralski zasedbi pa sta dramo približali današnjemu času in slovenskemu okolju ter jo spremenili v komedijo. To je Nušićev res en najbolj klasičnih tekstov in pisan seveda zelo na srbsko mentaliteto, ampak če to odmisliš, mislim, da smo ljudje najbrž povsod po svetu na nek način imamo iste parametre, ki jih lahko vlečemo. In en od teh je sigurno ta, da ko pride do neke dediščine, do zapuščinske razprave, da vsak, ne že če se čuti poklican, kaj bo dobil, se vsaj malo trese, a bom kaj dobil. Jutri vas v našem in vašem Prešernovem gledališču čaka povampirjena družba, polna pohlepa in dvoličnosti, lažnih odnosov in sprevrženosti. S tem Prešernovo gledališče Kranj dokazuje, da ostaja zvest svojemu motu, biti družbeno kritični in držati ogledalo družbi.